Potrošnik je želel pri Vzajemni skleniti zavarovanje zdravljenje v tujini. Med dokumentacijo, ki mu je bila poslana v podpis, je bila tudi splošna izjava o zdravstvenem stanju, ki pa je zaradi minimalnega odstopanja, alergičen je namreč na cvetni prah, ni mogel podpisati. Prosil je za zdravstveni vprašalnik, v katerega bi lahko vpisal konkretne podatke in dodal zdravniške izvide, na podlagi katerih bi lahko Vzajemna ocenila tveganje in prilagodila zavarovalno premijo. Neuspešno. Predstavnica Vzajemne mu je namreč odgovorila, da te možnosti ni in da se zavarovanje sklepa po principu vzemi ali pusti. Gledalec se boji, da bi mu zavarovalnica, če bi sklenil takšno zavarovanje, ob nastopu zdravstvenih težav kritje odrekla na podlagi splošnih pogojev, ki so v nasprotju s splošno izjavo o zdravstvenem stanju veliko bolj specifična in vsebujejo številne izjeme. Zato meni, da zavarovalnica deluje zavajajoče in neetično, saj sklepa posle brez namere zagotavljanja kritja. Na Vzajemni, kjer pred kamero ne želijo, pisno pojasnjujejo, da zavarovanje temelji na vnaprej določenih pogojih, s katerimi je stranka seznanjena pred sklenitvijo. Tako so ravnali tudi v primeru našega gledalca, zato zavračajo očitek o zavajanju. Dodajajo, da so vsi njihovi produkti pregledni in da se posameznik lahko sam odloči, kakšno zavarovanje bo sklenil in s kom. Da gre za prostovoljno zavarovanje, ki ga potrošniku ni treba skleniti, če mu pogoji ne ustrezajo, se strinjajo tudi na Agenciji za zavarovalni nadzor. Ali pa tudi zavarovalnica reče, tega zavarovanca pa ne bom sprejela v kritje. Namreč zavarovalnice smejo po strokovnih kriterijih napraviti selekcijo zavarovancev, selekcijo tveganj. Pravim, te kriteriji morajo biti strokovni, objektivni, nediskriminatorni. Pri zdravstvenih zavarovanjih pa to vendarle nujno pomeni, da so določena zdravstvena stanja, določene diagnoze, ki jih zavarovalnica sme zavrniti. Zavarovalnice imajo, tako naš sogovornik, najraje zdrave stranke. Če zavarovalnica želi ponuditi nek nišni produkt, ki je poceni, potem bo produkt oblikovala tako, da bo verjetnost škode relativno majhna. Še vedno realna, vendar relativno majhna. Drugače je z obveznimi zavarovanji, kakršno je avtomobilsko. Pri teh zavarovalnice ne smejo zavračati strank. To je obvezno zavarovanje, ima zelo široko kritje, kar pomeni, da mora zavarovalnica sprejeti v zavarovanje vsakogar, ki to želi, lahko pa sama postavlja seveda cenik. In ta cenik je relativno drag. Če pa se vrnemo k komercialnim zdravstvenim zavarovanjem, pri Vzajemni pojasnjujejo, da zavrnejo zahtevke, če niso izpolnjeni pogodbeni pogoji. To se najpogosteje zgodi, kadar gre za zdravstveno stanje, ki je obstajalo že pred sklenitvijo zavarovanja, ali pa se bolezen pojavi v času čakalne dobe, ki navadno traja 3 mesece.